In akcija, pozdravljen nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Ne, prav vidiš, jaz sem dejansko zrihtal mikrofon. Sploh me ne sprašujete, kje je ta mikrofon vključen in zakaj ga nimam pričimanega na majico, ker ponavadi. Jaz sem včasih občutek, da se tako premikam nazaj in ne naprej. Setup sem imel zrihtan, mikrofon je bil profesionalno zrihtan, kar naenkrat ga nisem imel, sem mogel uporabljati telefon in zdaj ga imam spet, ampak ga držim v roki, ker ga ne znam dati na majico, oziroma ga znam dati na majico, pa se mi ne da. Oziroma mislim, da imam v Ljubljani. V glavnem, počasi grem spet na nulo. Kakorkoli, v današnjem dolgem jeziku pa bova govorila o Evroviziji. Dela, ki se jaz v današnjem dolgem jeziku najbolj veselimo, pa je en krajši intervjujček z Ano Mačič Kotnik. Ti jo poznaš kot tiktokerko, jaz jo poznam kot največjo poznavalko in fanico Evrovizije. In ko sem se jaz odločil, da bom posnel en krajši dolg jezik na to temo, sem si rekel, če jaz ne pokličem Ane, pa je bolj, da sploh videa ne delam. Tako da danes si bom vprašal, kaj si misli o letošnjem letu. Vprašal jo bom, kako je bilo tam, ko je bila ona tam v živo, kaj so stvari, ki jih mi kot gledalci ne vidimo na televiziji, in pa odgovorila bo na vprašanje, kaj mora narediti Slovenija, da pride med top 5. To in še več vse danes v dolgem jeziku. Tako da, če te vse skupaj zanima, poglej video do konca. Pač, ko jaz sem prvi na tebe mislil, sem rekel, jaz moram za njen mnenje vprašati, ker če ne je irrelevant video. Pač, exactly, jaz se čisto strinjam s tabo. Mislim, da tu zdaj po telefonu govoriš z strokovnjakom v Evroviziji. Tako, če bi obstajal študij Evrovizije, bi bila jaz verjetno najboljša učenka. Da mi povej, kako se ti je zdaj letos? Letos se bo prvič v bistvu, da v polfinalu ni glasovala žirija. Tako da to se je v bistvu zgodilo prvič. Tako da je bila ena taka velika sprememba na področju Evrovizije, kar se tega tiče. To je napeto. Sicer je bilo malo pričakovano, oziroma jaz sem spremljala že pred izbore, tako da v bistvu za mene se Evrovizija ni začela ta teden, ampak se je za mene Evrovizija začela januarja. Od celega tekmovanja, ki se je zgodil, finalnega, kaj je bil pa največji šok zate? Največji šok zame je bilo pa to, da si Grčija pa Ciper nista izmenjali 12 točk. Ja, noro. Pa misliš, da se bo kdaj nehal? A misliš, da se bo kdaj nehal ti medsosedski podporniki? A misliš, da se bo to kdaj nehal? Jaz mislim, da vedno bolj gremo k temu, da se bo nehalo, zaradi tega, ker je tudi to že cel meme na Eurovision communityju, pač kako si države med sabo podajajo točke. In se mi zdi, da so pač tudi države oziroma žirija je že malo začela dojemati, da pač mogoče to ni najbolj fajn, da si pač tako izmenjavajo točke. Je pa res, tako marsikdo reče, da pač recimo primer Slovenci, mi radi poslušamo hrvaško glasbo, radi imamo Balkan, ali pa ne vem, radi imamo tudi pesmi, ki imajo, ne vem, slovanske jezike, in zaradi tega recimo v televotingu in pa v juri pač sistemu glasovanja damo več točk temu, ker nam je pač bližje. Naravno. Naravno, tako je. Ok, kaj pa je bil letos največje razočaranje? Uvrstitev naših jokerjev v finalnem pač večeru. Končno mesto. Torej, končno mesto, ja, pač bili so 21. Jaz sem definitivno pričakovala. Pa sem fiks, da bo top 15. Stavila sem sicer top 10. Jaz sem imela visoka pričakovanja. In me je to zelo, zelo razočaralo. Bila sem ful pač, res sem bila žalostna. Ja, verjamem. Kdo pa poleg Slovenije se je po tvojem mnenju letos zaslužil tudi boljš? Francija, okej. To je bil šok, dejansko je bil šok, ja. To je bil šok. Francija je bila na stavnicah zelo, zelo visoko, top 10. Mislim, da na eni točki celo top 5 na stavnicah. Kar je bil tudi za mene šok, sploh potem, ko sem videla staging.
ki je bil res bolan. Pa kamere, pa luči, Pa lučke, pa njena prezenca, Ja. njen nastop, njena ta flirting s kamero. Ja. Kdo pa je bil pol previsok? Previsoko kot prvo Avstralija, po mojem mnenju pa tudi Belgija in pa Izrael? Poljska. Aha, Poljska. Poljska, Izrael, vidim, zakaj je bila tako visoko, no. Kaj pa je bilo z letošnjim trendom rdečih luči, ležanja na tleh in pa solo plesnih točk? Ja, to pa sem jaz isto opazila, pač kaj so bili ti dance break. Ne vem, meni se zdi, da kakor sem se tudi, zdaj pa to pa so ekskluzivne novice. Give it to me, give it to me! Kakor sem se pogovarjala z našimi predstavniki, Ja. so rekli, da je tudi na pre-party bilo čutiti to neko, ne glih razočaranje, ampak neko to vdanost v to, da bo itak Loren zmagala. Ja. In se mi zdi, da je mogoče tudi to prispevalo k temu, da so vsi tako nadgradili te svoje dance pač točke, da so pač ali ležali na tleh ali imeli te dance move, vmes samo zato, da bi pač pokazali čim več, da bi dali čim več iz sebe, pač da bi lahko mogoče konkurirali. Čim več. Lorena, ne. Ja. Ej, ti si pa tudi lansko leto v živo, a ne? Tako je. Kako je bilo? Ej, najboljša izkušnja ever! Pač, letos mi je prav manjkalo to. Prav manjkalo mi je to, da sem bila tam v živo. Itak si pol še vseeno pogledaš prek televizije, ker te pač zanima, kako je to na televiziji izgledalo, ampak je čist drugačen pogled v zakulisje, kako se tam hitro premikajo z odra med akti posameznimi, kako tam v bistvu ful mi je zanimivo to, ker ti, ko napovedujejo, kako se reče, voditelji, ne komunicirajo z občinstvom, ampak komunicirajo s kamero. A ne, ker je pač to še vseeno šov, ki se predvaja prek televizije, ampak je ful zanimivo, ker pač ne vem, včasih tudi na televiziji, ko gledaš, imaš tak feeling, kot da ful hypajo dvorano in ful Ja. Eurovision, pač ful imaš ta feeling vključenosti dvorane v interakcijo z temi voditelji, ampak tega ful ni. Oni so ful natempirani, morajo biti točno na določenem mestu, točno določeno sekundo, povedati točno to. In ful imajo malo interakcije z gledalci. Kaj pa, naprimer, ko si bila v živo tam, a se je kdaj zgodilo, da bo tako zadnjo sekundo vse pripravljen, da se guno, a jim bo ratal, in bo sploh ratal? Pri vsakem nastopu. Pri vsakem nastopu smo trepetali, a jim bo ratalo. Včasih jim potem ne rata in potem včasih, to je tisto, kar vidimo pol mi po televiziji, ko se tako random sprehodijo ti voditelji do kakih teh nastopajočih, pa jih malo vprašajo stvari. Takrat ponavadi ne ratajo stvari, včasih pa se kje zalomi. Je pa toliko ljudi, ki to pripravlja. Ja. Res. Ni ti treba, če ti je zoprno odgovoriti, ni treba zase odgovoriti, ampak koliko so ponavadi cene teh kart za Eurovizijo? Ja, ne, ni mi. No, če lahko še poveš, koliko si, naprimer, ti plačala? Ja, zdaj, jaz sem bila lani ni bilo stojišč zaradi vse situacije s COVID-om. Smo imeli v bistvu samo sedišča in jaz sem imela ring 1, torej najboljše možno sedišče, kar lahko. In je bila cena za karto 250 € na osebo. Okej. Tako da v resnici sem že več plačala za koncerte. Ampak, ja, se pa cene tudi gibljajo. Vem, da so bile, takrat, ko je bila Eurovizija v Izraelu, so bile karte prek 400 €. Wow. Kako bi ocenila Slovenijo? Zdaj igraš še malo Joker out. Kako bi ocenila njihov nastop? Ful mi je bilo zanimivo spremljati, kako so se spremenili iz polfinala v finale. Recimo Čupa, ne, Bojanova. Bojano je v polfinalu, Čupa čist padla dol. Čist Justin Bieber. V finalu je pa stala, no, je bila na mestu. Super. Pa recimo tudi tisti, ko je imel interakcijo s kamero, ko je mislim, da polizal pač z jezikom šel pred kamero. Recimo v polfinalu je to bilo ful manj opazno. Ja, pa malo bolj tako čudno zapeljano, v finalu pa je bilo to ful dobro. Ja. Je pa en fun fact v Euroviziji, ne? Pevci pojejo v živo, vsi inštrumenti so playback.
Tako je. A imaš za nas še kakšen fun fact, ki ga mogoče poznate sam vi, ki ste res taki veliki poznavalci Eurovizije? Mislim, ni glih fun fact, torej največje število oseb, ki je lahko na odru je 6. Aha. Starost je 16 let plus, torej manj kot 16 ne moč biti. Ok. Drugače, kakšni so Joker Out v živo? Ne. Ne hecam, te hecam. Oni so sploh ne znam ti opisati, kako down to earth so. Tako res najbolj sproščeni, najbolj na chill, zabavajo se izjemno radi. Točno taki, tako jih predstavijo na pač točno taki, tako smo jih gledali na televiziji. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. Kaj za vraga mora narediti Slovenija, da pride med top 5, po tvojem mnenju? Eurovizija je vse, moraš imeti komplet, moraš imeti glasbo, moraš imeti pesem, besedilo, zgodbo, izvajalca. Mi smo letos to sicer vse imeli, ne znam ti povedati, če bi vedela, kam moramo narediti, bi že klica RTV pa rekla, RTV, naredite to. Sicer sem mnenja, da bi mogla še enkrat poskusiti Maja Kevc? Maja Kevc, Yes. tako je. Ej, ful ti hvala, da si se odzvala na tale intervjujček. Jaz vem, da bojo vsi ful cenili tvoje odgovore in pa ne pozabi slediti Ani na njenih socialnih omrežjih, ker vsak let res deli z vami svoja raw opinion na dan Eurovizije, tako da je ful zban in ne storije gledati. Ja, hvala ti. Ja, pa tako sem rekla, jaz spremljam Eurovizijo že od januarja. Tako da od januarja do maja Eurovizija. In kako se vam je zdel tale dolg jezik? Zvedeli smo ene par novih juicy informacij, ene informacij, ki je mogoče prej še niste vedeli. Res bi se rad zahvalil Ani za tale telefonski intervju. Jaz se že ful veselim naslednjega leta, vse pohvale fantom. Upam, da bomo mogoče mi tudi enkrat lahko izpeljali intervju, tako da če kdo iz Joker Out to gleda, you know... Drugače pa, če ti bo tale video všeč, ga ne pozabiti lajkati, ne pozabiti pogledati mojega Instagrama in mi tam tudi slediti. In pa to bo to za danes. Se vidimo v naslednjem dolgem jeziku. Čau, čau.